Apiterapevtka Nina svetuje. Ja, tako je z nami Nina Ilič, lepo pozdravljena. Dober dan. Kako Nina ne počiva, čebelice počivajo sedaj, ne? Ja, zdajle so v gruči, ravno včeraj, ko je spet zasnežilo na Kočevskem, zagotovo niso nič hodile ven. Ne, se pa gibljajo, ne, one cel dan plapolajo in krožijo okoli centra in se tiste, ki so v sredini, popikajo proti koncu in obratno, ne, skozi aktivne. Tako morajo biti, ker vzdržujejo temperaturo. Tako je, tudi mi bi zmrznili, če se ne bi gibali, tudi mi se bomo gibali skozi današnji pogovor, tema pa zelo aktualna, revmatizem. Revmatizem je širok pojem, pa se bomo dotaknili, kako si lahko naravno naredimo podporo z apiterapijo pri revmatizmu. Ja, drži, to je res zelo širok pojem, v bistvu, ki približno samo opredeli, kakšne težave so. Ko govorimo o revmi oziroma revmatskih boleznih, se lahko vidi, da je tukaj cela četa zelo raznolikih težav in izzivov. Tudi vsak posameznik, ne samo, da se razlikujejo po vrstih obolenj oziroma bolezni, ampak tudi vsak se sooča nekako na svoj način. Opaziti je trend, da se bolezen pojavlja vse več med mladimi. Nekoč je bila to stvar, ki je bila rezervirana za starejše, za tretje življenjsko obdobje. Danes temu ni več tako, vse več mladih ljudi dejansko zboleva za revmatskimi boleznimi, kar verjetno botruje pač dejansko načinu življenja, načina prehranjevanja, visoki količini stresa in še marsičemu, s čemer se človeštvo sooča. Tako da, ja, zdaj zelo težko je dati zelo točen in neposreden odgovor, ki bi zadovoljil na popolnoma vse tegobe, ampak bomo šli pa po določenih sklopih, mogoče. Seveda, v nadaljevanju bomo govorili s to apiterapijo, katere vse točke pri revmatizmu lahko z apiterapijo sploh nagovarjamo. Ja, v bistvu bistvena stvar je v tem, da je zelo pod napadom sam imunski sistem človeka in pa vzporedno s tem obremenjenost organizma zaradi zdravil. Vsaka oblika revmatizma namreč, ne glede na to, kako raznolike so težave in kateri del telesa je najbolj napaden, v vsakem primeru v bistvu se telo sooča z ostanki zdravil, z posledicami izčrpavanja telesa, ki jih povzročajo zdravila tudi. Tako da v bistvu nekako bomo stremeli danes predvsem skozi podporo temu, se pravi, da kako si lahko lajšamo sami skozi uživanje čebeljih pridelkov ali pa kakšen dodaten način s čebeljimi pridelki za nasledeče točke. Jaz predvsem podpiram, v bistvu svetujem za podporo imunskemu sistemu, za protivnetno podporo, podporo notranjim organom, podpora dihalnemu sistemu, izločalnemu sistemu, ki je tudi pod udarom, in pa prebavnemu sistemu. Ker vsi te so v bistvu nekako skupna točka, da se izzivi pojavljajo tam, poleg tega pa seveda velja nameniti besedo ali pa dve tudi proti bolečinskim možnostim za pomoč. Prav gotovo je kar veliko, saj smo rekli, da je revmatizmov veliko in so potem tudi nagovarjanje teh točk verjetno različno. Pri samem pomaganju pri težavah z revmatizmom z apiterapijo. Tako, jaz imam danes sabo kar približno 20 receptov, mislim, da ne bo časa za vse. Mogoče bi izpostavila
da so bistvene oblike samopomoči oziroma pomoči skozi apiterapijo tudi tukaj skozi obloge, se pravi, da si kakšne obloge naredimo, skozi uživanje čebeljih pridelkov in skozi vdihavanje čebeljega zraka. Tako bi jih nekako lahko razmejila na različne oblike. Čebelji pridelki, ki pa pri tem pomagajo, so pa popolnoma vsi. Se pravi, koristen je vosek, cvetni prah, propolis, med, čebelji strup, absolutno, in matični mleček. Tako da nekako, če bi začela mogoče kar z oblogami, tukaj bi priporočila res obloge iz voska, zaradi tega, ker ima to odlično lastnost, to je v bistvu predvsem protivnetna terapija, bomo rekli. Samo gretje pomaga pri oblogah voska. Zelo dobra lastnost voska je ta, da je elastičen in da če ga pogreješ, potem to postopoma oddaja v okolico. Tako da dolgo časa lahko ogreva in na tak način uvajamo toplotno energijo lahko na obolelo mesto. Pri tem pa učinkuje antiseptično, mehčalno nekako, protivnetno podporo daje. In nasploh se izboljša cirkulacija krvi in s tem tudi dosežemo boljšo prehranjenost tkiva. Tako da s tem vosek v bistvu na tak način preprečuje vnetne procese, odstranjuje toksične snovi iz tkiva ali pa vsaj upočasnjuje vnetne procese, tako nekako, da se na tak način pomaga. To je na samem skozi kožo, se pravi na obolelem mestu. Je pa priporočljivo tudi vosek v obliki žvečenja voščenih pokrovcev satja. To je ena od najboljših stvari iz spanja. Priporočila bi eno polovico jušne žlice ali pa celo žlico nekajkrat dnevno lahko, ker v tem primeru v bistvu si krepimo še poleg tega, da si protivnetno učinkujemo, tudi učinkujemo proti sinusitisu, astmi, vnetju v žrelu in grlu in angini, ki so v bistvu običajno pol tista prva obolenja, na katera lahko naletimo, če nimamo močnega imunskega sistema. Predlagam, da bi bilo to nekako dovolj za začetek apiterapije pri revmatizmu, pomoči. Slišali smo, katere točke lahko vse nagovarjamo z apiterapijo, pa predlagam nekaj glasbe, po glasbi pa se bo tako in tako dotaknila tudi receptov, s katerimi si lahko pomagamo. Apiterapevtka Nina svetuje. Rekla sva, da bova v nadaljevanju pogovora govorila o receptih, se pravi o čebeljih pridelkih, ki jih lahko s pridom uporabljamo pri lajšanju revmatoidnih bolezni, težavah revmatizma. Mene zanima nekaj, Nina. Včasih so rekli, da je dobro se povaljati v koprive, to so že stari ljudje počeli, ampak tudi piki čebel. Ta bolečina, tudi alergije povzročajo piki čebel in to je neke vrste strup, s katerimi se čebela brani. Tako je, drži. Ko govorimo o revmatskih boleznih, je zagotovo absolutni kralj čebelji strup. Čebelji strup učinkuje protibakterijsko, protivirusno, protiglivično in tudi aseptično. Je pa potrebno povedati tukaj dve stvari, tako kot ste že omenili, dejansko je lahko nevarnost alergične reakcije, tako da je dobro, da se prej preveri glede tega. Druga stvar pa je, da je sama možnost pomoči apiterapevtske skozi čebelje pike v Sloveniji še v razvoju. Tako da glede tega nekako
ne bi usmerjala zdaj, no, na tak način. Obstajajo pa tudi druge oblike pomoči s čebeljim strupom, recimo v obliki krem in mazil. Prav tako učinkujejo, zelo dober učinek imajo. Tukaj zdaj ne govorimo o takih kremah ali mazilih, kot jih imamo lahko že za samo lepotno ali pa lifting verzijo kreme, ampak mora biti za res konkretnejši učinek, v bistvu močnejši odstotek strupa v samem mazilu, v tem mediju. V bistvu uporablja se nekako, kot že samo ime krema pove, nanašamo na kožo, vtiramo v kožo najmanj 2-krat dnevno, zjutraj in zvečer bi bilo fino, in da se to nekako neguje oziroma na tak način tretira kakšne 2 meseca. Ne? Potem se naredi manjši odmor in potem se po potrebi ponovi tretiranje. Je pa potrebno vmes obvezno prekinjati vsako apiterapijo, še posebej, če so zelo močne koncentracije, zaradi tega, da se ne preobremeni organizma in da se nekako vzpostavlja, vedno se da telesu možnost, da funkcionira, kolikor je le mogoče, brez neke neskončne pomoči. No. Tako. Na kakšen način pa čebelari pridete do čebeljega strupa? Do čebeljega strupa se lahko pride z posebnimi aparati, ki se jih namesti na žrelo, se pravi na vhod, kjer čebele uletajo noter v pan, tam pristanejo na tistem in je v bistvu v tisti površini, na letni stezi, kako bi rekla, je rahel električni tok, ki jih zmoti. Ni premočen, usoden ni, ampak čebela se nagonsko odzove in izloči strup, tako piči površino, ki jo je zdražila in na tak način kapljica ostane tam. Čebelji strup je zelo hlapen, to pomeni, da zelo hitro izhlapevajo sestavine, tiste trde snovi v tekočini pa ostanejo v obliki belega prahu. In to se potem v bistvu mora pod nadzorom z primernim postopkom pobrati v bistvu. No, treba je zaščititi dihala, treba je zaščititi roke, ker če se tega preveč vdihne, ker je prah, tudi ni dobro. Lahko zelo obremeni dihala in učinkuje v kontra. Tako da je treba tukaj zelo zbrano pa pravilno se lotevati zadeve, to se potem primerno uskladišči in uporablja za različne namene. Verjetno tudi vmešavanje strupa v te podloge za kreme zahteva tudi svoja pravila, svoje pogoje. Ne vem, kako je s strupom, ampak sam med se tako in tako ne sme uporabljati pri višjih temperaturah. Se pravi, se njegove vse te dobre lastnosti uničijo z višjo temperaturo. Tako je, znači 40 pri strupu v bistvu ravnamo na sobni temperaturi oziroma na temperaturi okolice. To je absolutno poleti, zaradi ker takrat lahko to pobiramo strup. Lepa stran tega načina je, da čebele ne umrejo. Tako da lahko živijo dalje in koristijo družini, nismo oslabili družine skozi številčnost, samo skozi obrambo. Tako da, to je to. Je pa zelo priporočljivo res, da se to redno uporablja, ker ima zelo, zelo kvalitetne učinke na telo. Dobro je pri tem izpostaviti, kot vedno povem, takrat, kadarkoli si pomagamo z apiterapijo, da pijemo večje količine vode. To vsekakor. In običajno se čebelji strup uporablja bolj kot mazilo ali so tudi drugi pripravki iz čebeljega strupa? Kreme in mazila so. Po mojem poznavanju tega terena, mislim, da je to tudi najbolj enostavna stvar. Je pa fino, da si ob tem sočasno, da seveda večja količina vode, ampak da vključimo tudi ostale čebelje predelke, zaradi tega, ker okrepijo telo, tudi da lažje predelajo vse te procese. Recimo sploh propolis, je tukaj odlična podpora zraven.
Zaradi tega, ker s farmakološkimi učinki, s tem, kako učinkuje na naš telo, dejansko nudimo podporo in na kožni sistem, in na, se pravi, afte, karies, vnetje ušes, na streptokokne težave v ustni votlini, potem na dihalni sistem, na prebavni sistem je zelo učinkovit, pa tudi na intimnih predelih. Pogosto me kakšne gospe z revmatičnimi težavami poprašajo tudi po pomoči po intimnih predelih, zaradi tega, ker se včasih tudi tam lahko kaže padec oziroma poslabšanje imunskega sistema. Zanimive stvari, še veliko jih bomo slišali, kar nekaj receptov res v nadaljevanju, nekaj glasbe, potem pa smo ponovno skupaj. Apiterapevtka Nina svetuje. Še nekaj receptov bomo izvedeli. Nina, pri revmatizmu je v bistvu pod udarom celo človeško telo. Tako. Tudi pri tej kopici zdravil, ki jih morajo bolniki zaužiti, pride do problemov prebavnega trakta, potem ledvic, da ne govorim samo slabega počutja, tako fizičnega kot psihičnega. Drži. Tako. Zaradi tega je pa res dobro, da vključimo vse čebelje pridelke. Pri večini drugih tegob se jaz naslanjam prednostno na izdelek ali dva, pri revmatskih zadevah se pa dejansko zelo fokusiram na popolnoma vse čebelje pridelke. Zdaj, kadar človek mogoče nima dostopa ali pa ima prehudi tempo, ne vem, karkoli že bil razlog, da ne more do apiterapevta oziroma do neke kreme, ki je prav za to priložnost ustvarjena, si mogoče lahko pomaga na zelo preprost način tudi sam, da kupi lanolin, dobi se ga v vsaki bolje obloženi lekarni. Lanolin umeša 30% alkoholno tinkturo propolisa, se pravi tudi propolisna tinktura mora biti močnejša, kot je običajna. In to se premeša nekako v enakomerno mazilo, tega se lahko da kar veliko noter in se enostavno s tem maže. No, lanolin je sploh znan po izredni vpojnosti v kožo, tako da doseže tudi malce globlja tkiva, ne samo tisto čisto na površini. No. Zdaj, kar se tiče samega počutja, za splošno počutje, za delovanje možganov, za pomoč pri usklanjevanju delovanja žlez z notranjim izločanjem in nasploh žlez je zelo fin matični mleček. Matični mleček je tisti, ki tukaj pomaga, včasih se zaradi bolezni same ljudje z revmatizmom ali pa tudi zaradi zdravil počutijo slabo, kot da teže sledijo, kot da niso čist tukaj, a ne, in v takih situacijah je res matični mleček odlična podpora, kjer je priporočljivo, da se ne prekorači neke dnevne doze oziroma da se naenkrat ne zaužije več kot velikost grahka. Ponovno opozorim, da je priporočljivo ga ustavljati pod jezik, da se neposredno vpije v kri, zaradi tega, ker če ga pojemo kot običajno, ga prebavimo in do notranjosti ne pride v taki obliki, kot ga potrebujemo. Kar se tiče podpori delovanja ledvic, pa za krepčilni učinek je cvetni prah. Odlična podpora tukaj. Bi ga priporočala v kombinaciji s propolisom in medom. Da se ga uživa skupaj, lahko na žlici, lahko v tekočini, tako kot smo že v krepčilnih napitkih kdaj govorili, v bistvu, da se vse tri doda, ali pa da se uporabi tudi, če se le da, no, je fino imeti na jedilniku tudi, jaz temu rečem, api sadna malica, to je nekaj, kar smo uvedli tudi v api vrtce, pri nas skozi api pedagogiko. Preprosto sadje, narezano na koščke, posuto s cvetnim prahom, pokapljano s tinkturo propolisa in osladkano z medom. Da je to neka taka redna praksa uživanja za samo podporo.
Poleg tega tudi pomaga dvigati cvetni prah krvno sliko in zelo priporočam, no, nekako. Je pa ne smemo pa pozabiti na obvezno podporo prebavnemu sistemu, zaradi tega, ker zelo, zelo nujno potrebuje telo, ki je že tako iz vseh koncev pod napadom, da damo nek tak protinapad, da podpremo sistem, ki ustvarja energijo, da sploh naši procesi v telesu lahko delajo, in to je prebavni sistem. In tukaj je na prvem mestu odlična podpora črevesju, če zmešamo 50 gramov kostanjevega medu, 10 gramov cvetnega prahu, če je le mogoče sveže zmrznjenega, 100 gramov surovega masla in to v eno tako pasto zmes premešamo in uživamo 3-krat dnevno pred jedjo. Na tak način, ko mi vmešamo, ko damo element maščobe zraven, poskrbimo, da vse, kar se nekako spoji s tem, da potuje skozi celotni sistem in da učinkuje tudi v črevesju, ker se maščobe šele tam dokončno začnejo presnavljati. Mogoče še en recept je pa 250 gramov hojevega medu. V Kočevju imamo srečo, da imamo tega kar pogosto na voljo. Temu dodamo 5 gramov cvetnega prahu, dobro premešamo in pustimo 4 dni zoreti in potem jemljemo 1 čajno žličko spet 3-krat na dan pred jedjo. To je bilo kar nekaj teh nasvetov, ki jih seveda lahko koristimo pri lajšanju vseh težav z revmatizmom. Nina, jaz si bom dovolil še enkrat povedati tvojo telefonsko številko. Po vsem povedanem sem prepričan, da bodo ljudje hoteli še kakšno informacijo več in na katero številko te lahko dobijo. Bom dala kar to, 041 377 388. Kar enostavna številka, se pravi, zapomnite si, zapišite si 041 377 388. Nina Ilič bo z veseljem odgovorila na vsako vaše zastavljeno vprašanje. Kar veliko tega smo slišali danes v tem lahko rečemo, zanimivi in vedno dobrodošli oddaji apiterapeutka Nina svetuje. Medu, hvala Bogu, na našem koncu še vedno kar v zadostnih količinah, tako da sem prepričan, da bo marsikomu od vas pomagalo vse to, kar je danes izpostavila v današnjem klepetu Nina, in da boste s pridom seveda uspeli reševati vse tiste težave, ki jih revmatizem povzroča. Kaj drugega reči kot Nina, prav lepa hvala za obisk našega studia. Mi bomo ponovno skupaj v četrtek, prvi četrtek v mesecu v družbi Nine Ilič. Če prije do kakšne spremembe, seveda vas prej obvestimo po naših valovih. Se vam zahvaljujemo za današnjo pozornost in vas vabimo k poslušanju tudi februarske oddaje apiterapeutka Nina svetuje. Lepo se imejte. Hvala, srečno. Apiterapeutka Nina svetuje.